Ko sem leta 2003 prišla sem v kulturni center, smo tisto leto delali inventuro. In enota kulturni center je imela zabeleženo en star printer, ki je bil že precej odslužen, lopato in metlo. To je bil ves inventar kulturnega centra. Nato seveda je bilo potrebno vsako leto, namreč tu sem ostala 20 let, potrebno vlagati v kozmetične popravke. Kajti vse, kar se je tukaj delalo v 20 letih, so bili zgolj kozmetični popravki. Največji uspeh pa si štejem to, da smo takrat leta 2007-2008 prenovili sanitarije. Te so bile resnično popolnoma dotrajane in nevredne kakršnega koli kulturnega dogodka, tako da smo jih takrat temeljito prenovili in to je bil, lahko rečem, en tak največji poseg v to dvorano. Vse ostalo pa so bili zgolj obliži na pač stanje, kakršno je bilo, sedaj lahko že rečemo stoletno stanje. Zanimivo je to, da je v predvojnem času, torej času med obema vojnama, še v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, Litija imela v tistem času 3 gledališke dvorane, lahko rečem gledališke, ker so vse 3 imele oder. In to je bil dvorana v Prosvetnem domu, dvorana v Sokolskem domu in pa seveda tale dvorana na Stavbah, ki so jo zgradili lastniki predilnice, koncern Mautner, za potrebe svojih delavcev. Kar je z današnjega vidika izredno zanimivo, da so kapitalisti takrat razmišljali v smeri, da tudi delavci potrebujejo kulturo. In žal je ta dvorana še zmeraj tukaj, še zmeraj služi svojemu namenu, čeprav jo zob časa neusmiljeno gloda. Zadnji tak večja nesreča je bila tudi poplava, kar se sicer v 100 letih še ni zgodilo. Predlani pa je tudi do tukaj prišla voda. Tako da resnično lahko rečem, da litijske kulture ne more nič uničiti. Ta ostaja pa predvsem zaradi ljudi, ki tukaj delajo in ki posvečajo svoj tako delovni kot tudi prosti čas kulturi oziroma dogodkom za ljudi. Dokaz temu je seveda večanje števila gledalcev na vseh dogodkih, vseh teh letih, nenazadnje sedaj to dvorano oziroma dogodke kulturnega centra obišče 16-17 tisoč ljudi na leto, kar je zavidljiva številka tudi za kakšno večjo občino.